Kaj pa sploh pomeni uniforma? Uniforme so obleke, ki nosijo zaposleni od organizacije, od firme in to so vedno enotno barvane, enotno dizajnirane obleke, tako da te ljudi vedno enako izgledajo. Naprimer, vi dva imate zdaj še uniformo, vaše majice so uniformo. Kaj pa je pomembno, da je uniforma dobra? Dobre uniforme morajo biti seveda udobne, pa potem morajo biti tudi funkcionalne. Potem je tudi zelo pomembno, da so lepe, pa morajo tudi imeti zaščitne lastnosti, naprimer proti dežju, proti ognju. Kako pa nastane uniforma? Ko mi upoštevamo vse želje uporabnikov, potem pa začnemo v glavi snovati, kako bi nastala eno tako funkcionalno oblačilo. Prvo si narišemo kakšno skico, dogovorimo in izberemo si vse materiale, iz katerih bo uniforma izdelana in na koncu izgleda takole izrisani artikli. Kaj pa je tukaj narisan? To sploh ni podobno obleki. Ja, res izgleda malo hecno, ampak ko pogledaš na gotovem artiklu, boš verjetno tudi ti prepoznal podobnosti delčkov, ki so vgrajeni na artiklu, kot se vidijo izrisani na krojnih narisih. Če mačkam pomagam, mogoče tale delček. Kje je mogoče? Res je, To? drži. Bomo poskusili sestaviti tale delček, če pogledamo na majici, tukaj se nahaja ena ojačitev, mogoče poskusite vidva sestaviti tale del. Zelo, zelo blizu si, samo takole vidiš. Super! Bi šlo pa lahko na rokav. Zakaj pa mora biti uniforma iz toliko teh delčkov sestavljena? Zato, ker uniforma mora biti izdelana tako, da je uporabniku čim lažje opravljati njegovo delo. To pomeni, da mora vsebovati v teh predelih, kjer imamo pregibe, več tkanine in zato se potem izdelajo prerezi. V zgornjem delu so izdelani žepi in potem nastanejo tudi prerezi, da so vgrajene zadrge. Iz koliko delov pa je sestavljena tale uniforma? Tale je narejena iz 64 krojnih delčkov. A so vse uniforme takih zelenih barv? Več ali manj so uniforme v temnejših tonih, prevladuje zelena barva. Imamo pa uniforme tudi v svetlejših tonih, če pogledamo tukaj. Prometniška uniforma je zelo svetla, odsevna, vsebuje odsevne trakove, zato da so policisti po noči vidni. Veste, komu pripada ta bela uniforma? To je tudi vzorec naše slovenske vojske, ko je v naravi vse belo in bi bili preveč vidni v tem zelenemu maskirnem vzorcu, takrat pa uporabijo beli maskirni vzorec. Kaj pa ta stroj pomaga pri nastajanju oblek, uniform? Ta stroj uporabljamo za dežne obleke in s tem strojem testiramo, če je vse vodotesno. Naprimer šive. Tukaj pride vodo ven, če jaz dvignem pritisk, vidiš? In potem vedno na material damo ta papir, to je bolj kot indikator, da nam kaže vlaga, če gre čez. Ker če gre vlaga čez, potem bo papir temnejši. Zdaj poglej, si videl? Voda je prišla. Ja. In to je zaradi tega, ker šiv ni vodotesen. Šiv moramo mi potem še povariti. Tatjana, boš ti nam pokazala, kako povarimo. Seveda. Prima. Dvignili temperaturo, da se bo mašina segrela. A to bo šlo do 500 stopinj? Tu bo šlo do 560, tako kot spodaj piše. Gledam, da imam sredino, Zdaj pa ne smem nič slaloma voziti, vidiš, moram kar lepo tole naravno. Zdaj tole lepo povarjen čez. Dajmo preveriti, če smo v redu naredili. Ni prišla voda
A zdaj to pomeni, da je vodotesen? Tako. To pa pomeni, da je šiv vodotesen. Ja?